V prejšnjem kratkem sporočilu smo razmišljali o tem, kako močno in trdno je lahko človekovo upanje, če je utemeljeno na resnicah Svetega pisma. Če zares veruješ, da je Bog obudil Jezusa od mrtvih, potem ko je umrl za grehe vsega sveta, se lahko s pomočjo Svetega Duha celo iz najnižje točke življenja spet vzdigneš v zmago in neomajno pričakovanje Božje dobrote. Krščansko upanje torej lahko opišemo kot trdno pričakovanje, da se bo vse izteklo v naše dobro, tudi če se zgodijo težke stvari. Z drugimi besedami, upanje vernikov je močno in vztrajno pričakovanje dobrega, tudi če se zmaga nad težavami ne zgodi tako hitro, kot bi si želeli. Sredi vseh stisk in težav smo namreč deležni tolažbe in pomoči Božjega Svetega Duha. Pomembno pa je, da se odločamo zaupati dobrim obljubam Boga, na katere nas on spominja. Že če pomislimo na naravne zakone, ki jih je postavil Bog in vedno delujejo, lahko vidimo, da je on vedno vreden našega zaupanja. Pomembno je tudi vedeti, da imamo sovražnika, ki bi naredil vse, da nas okrade upanja in vere, saj brez teh postanemo lahek plen za njegove prevare. Brez vere v Božjo besedo krščansko upanje nima trdnega temelja. Po drugi strani, brez upanja, ki je gotovo pričakovanje Božje dobrote, oslabi tudi vera, ki je bila včasih močna. Zato nam je Jezus naročil, naj ostanemo v njem in v njegovi ljubezni. Kako? S tem, da njegove besede prebivajo v nas. Samo na takšen način namreč ostanemo močni v veri, upanju in resnični ljubezni, ki prihaja iz čistega, iskrenega srca in dobre vesti. Kako lahko Jezusove besede prebivajo v nas? Najprej tako, da jih vidimo pomembne in dragocene ter vredne zaupanja, kot tudi resnično so. Če tako razmišljamo o Jezusovih besedah in smo jim poslušni, bodo v nas postopno oblikovale jasno vizijo oziroma izostreno sliko dobre prihodnosti, kot jo je Bog namenil za nas. Naše srce pa ob tem postaja močna utrdba resnice in hudič v nas ne more več obdržati in graditi svojih trdnjav prevare, ki napadejo spoznanje Boga. Ali dobro poznaš Jezusove besede? Bolj so nam njegove besede pomembne in dragocene, bolje jih razumemo in bolj si želimo živeti vse, kar nam je Jezus povedal. Njegove besede v naše srce prinašajo življenje in mir in močno upanje, ki nas ne bo razočaralo. Aleluja! Hvala ti, Kralj Jezus, da lahko beremo in poslušamo tvojo besedo v jeziku, ki ga razumemo. Naj se tvoja dobra novica razširi med vsemi narodi v moči Svetega Duha. Amen.